Jaz sem Elizabeta oziroma Liza, večina me najbrž pozna. In vam bom, Špela me je povabila k temu pogovoru, za kar sem zelo vesela. In vam bom na kratko povedala par stvari o planinskem opašništvu v Solčavi, pa o predelavi mleka na Solčavskih planinah, predvsem preteklosti predelovanja mleka. Planine so, kot je rekla že Špela, izredno dolgo že del oziroma pač prisotne v evropskih Alpah, pa tudi v Sloveniji, nasploh pa v Kamniških Alpah. Recimo Tone Cevc, ki se je najbolj ali pa zelo v Sloveniji ukvarjal s preučevanjem planinskega pašništva, je v bistvu v Kamniških Alpah našel neke sledi arheološke v pastirski poselitvi že med 1. in 6. stoletjem, v pastirski tradiciji pa v bistvu že prej, to je že okoli 3000 let nazaj. In recimo na planini Vodotočnik ali pa v planini pod Kamniškim sedlom. In to so planine, ki sicer niso neposredno v Solčavi, ampak v njeni okolici, in zaradi tega recimo lahko nekako sklepamo, da so tudi na tem območju v bistvu že je bila prisotna neka pastirska tradicija. Pol imamo pa recimo tudi koče pastirske v Solčavi, recimo v Grohotu je Majdačeva bajta, na kateri je letnica 1818, ali pa nekdanja pastirska bajta na Klemenči jami, na kateri je letnica 1832. In sicer to niso preverjene letnice, da bi pač bile takrat noter vpisane, ampak recimo lahko tudi iz tega sklepamo, da pravzaprav je planinsko pašništvo že dolgo prisotno na Solčavskem. Pa tudi pašna skupnost v Grohotu je recimo v zemljiški knjigi omenjena že leta 1886. In kljub tej prisotnosti planin pa se v bistvu planine ves čas spreminjajo. In recimo vedno bolj se dogaja to, da čeprav so planine prvotno namenjene neki kmetijski produkciji, pa so v bistvu kmetijska površina, da se jim danes sploh v nekem evropskem prostoru vedno bolj pripisuje neke nove pomene. In recimo planine so danes cenjene zato, ker se jim pripisuje pomen za ohranjanje živalske ali pa rastlinske pestrosti. Potem imajo tudi pomen za turizem pa rekreacijo, nekako popestrijo turistično ponudbo. Pomembne so tudi za ohranjanje recimo kulturne dediščine, pa tudi določenih praks, znanj in pa običajev. In recimo ta znanja so povezana tudi s predelovanjem mleka v planinah. In na Solčavskih planinah je to znanje v bistvu ni več prisotno, razen na Robanovi planini, ki je edina v Solčavi, kjer še predelujejo mleko. Povsod drugod pa v bistvu na vseh ostalih planinah pa se v bistvu to znanje ni več potrebno. Poleg tega pa sem recimo medtem, ko sem opravljala terensko delo v Solčavi, pa sem se pogovarjala z različnimi uporabniki planin, ugotovila, da so planine tudi prostori, kjer se pojavljajo najrazličnejša vprašanja in pa trenja. In recimo zelo aktualno je to vprašanje odnosa med kmetom, udomačeno živaljo in pa zverjo oziroma divjadjo nasploh. Pa tudi vprašanje nekako odnosa med obiskovalcem oziroma turistom pa kmetom, ali pa o vlogi kmeta v sodobni družbi nasploh. In zdaj pa bolj k Solčavskim planinam. Jaz sem v bistvu zadnji pregled planin v Solčavi naredila leta 2021, ko sem pisala svojo diplomsko nalogo.
In takrat je bilo v registru kmetijskih gospodarstev registriranih 6 planin. Poleg teh sem pa še eno prepoznala kot delujočo, ker se na njej pasejo krave in prašiči in na njej tudi molzajo. In takrat so bile registrirane planine Knezova planina v Robanovem kotu, Plesnikova planina pa Pasterkovo v Logarski dolini, pa Grohot, Bokovnikova planina in Olševa v zaselku Podolševa. Danes nisem sigurna, če še na vseh teh planinah pasajo. Vem, da na Knezovi, pa v Grohotu, pa na Plesnikovi planini, na Bokovnikovi mislim, da letos niso. Na Olševi pa so pasli ovce, ampak so jih predčasno vzeli iz planine zaradi napadov ali pa napada volkov. Torej, od mnogih planin, ki so v bistvu nekdaj obstajale v Solčavi ali pa bile uporabljene v Solčavi, jih je zdaj bolj ali manj uporabljenih le še teh 7. Obenem so pa v bistvu ohranjene še ene planine, ki pa več niso planine v pravem pomenu besede, zato ker so spremenile svojo primarno funkcijo. In recimo Okrešelj pa Klemenča jama sta danes planinski postojanki in na njih že, mislim, da nekje od 50 let ali pa še prej ne pasajo več. Planina, kot je pa recimo Logarski stan, pa v bistvu na njej stoji privatni neke vrste vikend in je tudi še v bistvu ohranjena, ampak na njej ne pasajo več. Razen teh planin pa so potem še ohranjene nekatere, ki sploh niso več uporabljene za pač noben namen, ampak se še vedno vidijo v krajini in lahko rečemo, da še vseeno mogoče imajo to funkcijo, da prispevajo k neki raznolikosti ali pa da popestrijo krajino in da v bistvu prispevajo k tej značilni alpski pokrajini, ki je sestavljena iz gozdov, gora, posameznih kmetij, posameznih planinskih pašnikov in tako naprej. To je ena karta planin v Solčavi iz leta 1953, ko je takrat Vlado Fajgl naredil popis planin. Zdaj, ena zanimivost planin v Solčavi je to, kar je omenila že Špela, da so skoraj izključno privatne, torej imajo enega individualnega lastnika. In to je v bistvu v nasprotju s slovenskim povprečjem, kjer je več kot 90% planin v kolektivni lasti. To so podatki iz leta 2021. Je pa bolj podobno recimo avstrijskim razmeram, kjer mislim, da je nekaj več kot 80% planin torej privatnih. In to lastništvo pravzaprav nakazuje že poimenovanje planin, ker so v bistvu največkrat poimenovane po lastnikih. In recimo Robanova planina pripada Robanovi kmetiji, Plesnikov stan Plesnikovi kmetiji in tako naprej. Edini kolektivni planini v Solčavi pa sta Grohot in pa Olševa. In ena ugotovitev, do katere sem jaz recimo prišla skozi svoje terensko delo v Solčavi, ki se mi zdi zelo pomembna, pa po eni strani je tudi precej logična, je to, da je v bistvu zelo velika razlika med skrbi za kolektivno planino pa za individualno planino, ker za kolektivne planine praviloma skrbi pač pašna ali pa agrarna skupnost s sprejetim pašnim redom, medtem ko za individualno oziroma privatno planino skrbi pač nek posameznik oziroma njegova družina. In to pravzaprav pomeni, da so ti prostori, ki jim v bistvu vsaj na evropski ravni pripisujemo zelo velik pomen, ker nam pač zagotavljajo neke javne dobrine, pa neke vrednote, kot sem že omenila, biodiverziteto, ohranjanje naravne in kulturne dediščine in ostale, da so ti prostori v bistvu odvisni od pomena, ki ga imajo za tega posameznika. In to pomeni, da je
ohranjanje planin v Solčavi v bistvu temelji na družinah, ki skrbijo za kmetije, ki imajo te planine v lasti, ker, vsaj kolikor jaz vem, v Solčavi ni nobena planina registrirana kot kulturna dediščina in pač nekako niso primorani, da bi jo ohranjali. Ja, in torej mi, v bistvu, ki uživamo v teh dobrinah in obiskujemo in cenimo te prostore, smo pravzaprav nekako odvisni od tega truda in pa dela, ki ga v planino vloži njen lastnik ali pa pač kmet. In na nek način se zamenja vloga, ki jo je imel kmet nekdaj, ki je v bistvu včasih skrbel za kmetijsko produkcijo, danes pa to ni več neka primarna vloga, ki mu je družba pripisuje, ampak gre bolj za neko varovanje krajine, lahko v mnogih primerih in v bistvu, ja, kmet mora postati nek varuh krajine. Zdaj ne bom podrobneje opisovala posameznih solčavskih planin, ampak bom še omenila to, še enkrat, da pač so planine zelo pod vplivom sprememb, ki se dogajajo okoli njih. In recimo tisti, ki uporabljajo planine v Solčavi, recimo zaznavajo okoljske spremembe, ki vplivajo na planine, pa tudi politične spremembe so bile zelo pomembne za spreminjanje ali pa opuščanje planin in pa neke splošne spremembe v družbi. In to je pa tudi povezano z sero in pa mlekom, ker v bistvu te spremembe tudi vplivajo na to, na kak način mi dojemamo predelavo mleka ali pa sploh te prostore, v katerih se mleko predeluje. In te spremembe so nekako tudi pomembne za to ali pa vplivale na to, da se je recimo v Solčavi nekje po drugi svetovni vojni pa do 60 let v bistvu planinsko paša krav molznic v planinah v Solčavi popolnoma opustila. Medtem ko je torej bilo planšarstvo v preteklosti povezano s predelavo mleka, v bistvu danes na solčavskih planinah ni več, razen na Robanovi planini. V Solčavi so do druge svetovne vojne na večini planin prebivale majerce in to so bile ženske, ki so se ukvarjale z predelavo mleka, pa so skrbele za živino. In v bistvu nikjer nisem jaz do zdaj zasledila, da bi za to bili zadolženi moški. Moški so bili občasno na planini kot pastirji, večinoma so bile pa to ženske majerce. Ampak zdaj moram tudi poudariti, da v bistvu večina teh podatkov, ki jih jaz predstavljam, sem jih pridobila preko pogovorov z recimo še živečimi majercami ali pa z ljudmi, ki so bili na planinah ali pa ljudmi, ki vejo nekaj o teh planinah. V bistvu večina teh podatkov ni zapisanih, pa tudi ni mi še uspelo čisto vseh zbrati. Tako da ne izključujem možnosti, da so mleko predelovali tudi moški. In po mojih ugotovitvah so bile v bistvu majerce najdlje v Grohotu in sicer mislim, da zadnja nekje v 70 letih in pa tudi na Icmankovi planini mislim, da je bila zadnja še nekje v 70 letih. Na to pa, da so začele planine po drugi svetovni vojni množično v bistvu bile opuščane, je pa vplivalo veliko dejavnikov. Nekaj mislim, da jih je tudi že Špela omenila, je pač prihajalo do neke splošne industrializacije, pa deagrarizacije, pa manjšanja gospodinjstev in nekako tudi ni bilo več smiselno ali pa možno, da bi pač neka delovna sila celo poletje preživela v planini. Pa ena sprememba je bila tudi povezana neposredno z mlekom, ker je oddaja mleka, mislim, da v 70-ih ali pa že prej, postala zelo dobičkonosna in v bistvu so zaradi tega večinoma vzeli krave iz planine na kmetijo, ker je pač jim to olajšalo delo. V Grohotu Grohot je bilo edino tako planšarsko naselje v Solčavi
In majerce so živele v takih bajtah, od katerih so ene še bolj ohranjene in ene manj. Ene so zdaj tudi namenjene oddaji za turiste. In recimo poleg njih so bili takile svinjaki, v katerih so torej imele prašiče, ki so jih hranile s sirotko. To je ostankom od mleka. In so menda bili prašiči zaradi tega zelo lepi, ker so tisto sirotko jedli. In pa sem tudi govorila z nekaterimi majercami in ena mi je opisala svoj vsakdan in iz tega lahko razberemo, da so šle prvič most okoli 2 ali 3 zjutraj, potem so šle okoli 8 in potem ob 5 popoldne še tretjič. In večinoma sem govorila z majercem, ki so bile v Grohotu tam nekje 55. leta. In menda je ena od njih skrbela recimo za nekje od 4 do 6 krav. In niso imele elektrike in precej daleč so si mogle hoditi po vodo. In v bistvu so imele precej zahteven vsak dan. Pa izdelovale so mnoge različne mlečne izdelke, recimo puter oziroma maslo, kislo mleko, skuto, iz skute so delale tudi sirnek, pol so delale tudi kisle sire, ki so jih v bistvu potem sušile nad ognjiščem, vsaka ta bajta je imela ognjišče in sire so pa sušile nad ognjiščem in so imeli zaradi tega menda tudi rahel okus po dimu. Pa zelo rade so delale tudi masovnik. In mlečne izdelke so pol deloma porabile same, deloma so jih porabili tudi turisti, ki jih je bilo menda v Grohotu kar precej, pa mislim, da tudi na planinah v Logarski nasploh, pa tudi recimo na Robanovi planini. Neki so jih pa same odnesle dol ali pa jih je odnesel v dolino nekdo drug. Ja, tole so še neke slike, ki sicer se ne navezujejo specifično na Solčavo, iz leta 1926, recimo pač pripovedovale so mi, da so nosile vodo v Brentah, ki so verjetno izgledale podobno, ali pa en opis solčavskega sira iz leta 1926, za katerega Franz Piller-Muis napiše, da ga Solčavani zagovarjajo posebnost svojega surovega kislega sira s tem, da dober res ni, ampak če bi bil dober, bi ga posli preveč pojedli. Ampak majerce in pa obiskovalci planin takrat pa imajo zelo lepe spomine na hrano pridelano v planinah in so pravzaprav velja neko prepričanje, da je imela čist drugačen okus kot pa hrana iz doline. In recimo ena od žensk, ki je takrat pogosto obiskovala planine, mi je opisala, joj, kako je bila tista planinska skuta dobra, pa kako dišala je. Jaz še zdaj vem, pa je že 80 let še več od tistega. Ali pa ena od majerc, ki je bila v Grohotu tam nekje 55. leta, je rekla, čist drugačno mleko je, če se namolze gor, tak sladek, tak fajn je bil. Puter je bil čist rumen, tak lep. In v bistvu imajo zelo lepe spomine, tako majerce kot obiskovalci na to prebivanje v planinah. In recimo majerci v Bevski planini, ki sta bili tam nekje do 2. svetovne vojne ali pa pred vojno, sta imele celo vpisno knjigo, ki sta jo poimenovali Spominčice. In v njo so obiskovalci lahko zapisali svoje vtise obiskov njih na planini. In en je recimo napisal, marsikdo bi bil rad bevska majerca in užival vso tiho srečo in globoko zadovoljstvo, katero morajo nuditi edino planine. Ali pa zapis iz julija 1933, na planinci fletno biti, za kozarja prav luštno, tudi majerca si poje, ker prav dosti mleka ima. In danes pa recimo takih vtisov ali pa teh okusov pravzaprav ne moramo več okusiti.
ker se pač mleka v planinah ne predeluje več. V bistvu se tudi ne uporablja več stavb, ki so temu bile namenjene. Zgublja se neka specifična znanja in pa specifične prakse in spreminjajo se tudi živali, ki so bile nekdaj, oziroma krave, ki so bile nekdaj primerne za pašo v planinah, pa danes pravzaprav niso več. Recimo v Robanovi planini se sicer to deloma še ohranja, ker se v planini pasejo krave, ki jih tam tudi pomolzajo, ampak mleko predelajo pa na kmetiji, torej nekoliko nižje v dolini. Ja. Upam, da nisem zaključila preveč nostalgično in romantično. Ja, pa da sem podala nek upogled v planinsko pašništvo pa preteklo predelavo mleka. Mislim, da bo pa Klemen več povedal o današnji predelavi mleka pa stanju kmetijstva. Ja, Liza, tako si lepo povedala, da pravzaprav od močnih družin je vse odvisno, kak delo poteka, pa kaj se pravzaprav na domačijah dogaja, pa različna obdobja prihajajo, enkrat je na kmetiji več moči, drugič je manj. Vsa mlečna proizvodnja je izredno intenzivna in terja delo celotne družine, kolikor je članov, je še skoraj premalo, bi rekel. In na Solčavskem je pravzaprav prebivalstvo izpred prve svetovne vojne zelo upadlo. Tam okoli 800, nas je zdaj še 530. In same potrebe pa narekujejo potrebe po hrani. Takrat je bilo tudi več potrebe po hrani, dovoza ni bilo. In se je pač vse predelalo v Solčavi, od žit do mlečnih proizvodov. Močna je bila samooskrba, te doline, ki so bile pa bolj dostopne, so pa tudi za turizem bile že pravzaprav zanimive. To že piše Urbano Joža, nekaj malega. Vlogo so tudi se že pred vojno kar močno posvečali obiskovalcem. Zdaj je še na Solčavskem 50 živih kmetij. Enih par se ukvarja z sirarjenjem, toliko da malo ponudimo tudi obiskovalcem. Drugač se pa večinoma z gozdarstvom ukvarjajo, pa tudi z rejo ovc, pa pitovnih govedi. Pevci so rekli, da bi zelo rad vmes med tvojim govorom še dve zapeli. Pa nadaljuješ. Če sem kuma začel zdaj. A lahko vidijo, pa boš pa nadaljeval. Ja. Evo, vidijo. Največ Klemen, tudi na svojem terenu. Ja. Kaj bi še rekel tecej, da pridejo. Štefka pa Marjeta bom prosil, da mih napoveta okoli gospodarine Vloga. Vloga so bili zelo napredna družina, pa tudi so bili močni svoj cejt zelo. Več stricov je bilo, pa tet, ki so pomagali delati in so predelovali sir. In Štefka mi je pred leti pripovedovala o tem in se me je tako dotaknila, ja, in bi rad, da mih napove, kak je njen atek, reče Štefka, delo sir, ni pustil nobenega sira, mladega prodati, zmeri ga je staro, da so bili stari siri. Prosim, Štefka, če mih ne... Ja, jaz lahko samo malo povem pregled mleka na naši domačiji, ki je tudi zgodovinsko pogojeno. Najprej, torej, ko smo se vrnili, domov, ki so bolj zapevali. Nekaj poveš, kaj pa povej. Kak? Kaj povejte, kaj pa povej. Ja, no, ko smo se vrnili domov, je bilo pol kmalu, bila ta agrarna reforma in so pol vzeli pač vse in so naložili še obvezno oddajo. In za obvezno oddajo so mogli kmetje oddajati, mi smo mogli toliko in toliko masla, prekuhanega masla. In to je bilo pol seveda ta, pred smo rekli, surovo maslo je bilo futara, pa so to v deže spravljali in je bilo takrat pač to vse šlo to.
No, potem, ko so pa ker pač ta obvezna oddaja je prehuda, ni šlo, zato so nas pol pa nekako prisilili, da so šli v ta kombinat. To je bilo pa, kmetije so bile povezane, tako da je bila povezana še z nami tudi Brežnikova pa Klemenškova. No in to je trajalo 3 leta, ker pač strokovno ni šlo, je tudi to propadlo, ampak takrat se je to mleko uporabljalo za sirnik so delali, da so pol ti ljudje imeli kaj za jesti, ker je bilo kar veliko teh ljudi, ki so delali. No, pol, ko je pa to propadlo, to je bilo tam okrog 52 leta, no, pol jaz vem, da je naš očka začel sire delati 55 leta. In zato, ker takrat ni bilo še oddaje mleka in se je pač moglo mleko porabiti, tudi takrat je že več bilo potem krav in je pol pač tako delal, da je od več mož skupaj zbral tisto mleko in pol je imel posebno recepturo. No, sej receptura kot taka, zdaj ne vem, če vas zanima, ampak pomembno je mogoče to, kako je sirišče prideloval. Sirišče je sam doma prideloval, in sicer tako, da so te telečje želočke od majhnih teličkov, so potem narezali na trakove, pa jih sušili in pol je tiste, ko je rabo sirišče, je te koščke dal v sirotko in potem je to nekaj časa stalo in to je bil pol pač kot sirilo, ker takrat ni bilo drugega sirila, to je mogoče malo taka zanimivost, da je ta enzim hemocin je bil potem, ki je deloval na kazein, in da je pol se to sirilo. Drugače pa pač mleko segreli do določene temperature, pol dodali sirišče, zmešali, pol so ga narezali z nožem, jaz sem še to pomagala, pa tudi Marjetka, moja sestra, da so ga razrezali na kvadrate, potem so ga sešpudlali na zrna in pol so spet segrevali, no in pol so to sirino dalj časa sušili, in pol pa odstavili, no in pol smo tisto sirino dali v pest in ko se je odlomila, na koncu takrat je bilo dobro. In to so pol dali v prtičke, pa v kolute, v te turile, to je bilo čist tak navaden štiroglad zbit doma, tak modro, in pol je v tistem, nekaj časa bilo v tistem, je bilo obteženo, pol je pa se vsake toliko časa previjalo, ta sir, no in pol nazadnje, čez noč je bil že kar brez prtička, težo so zviševali, najprej je bilo pač na kilo, pa je bilo pač nazadnje na tisto 5 kil, no in potem so ga pa, pol ga je pa upravil v slanici so ga trali, ampak v slanici je moglo jajce plavati na vrhu, to je moglo biti slano, no in pol so ga dali ven in ga je sušil, in to je pa bilo 3 dni tako na navadni sobni temperaturi, pol je imel pa tak prostor, ker je bilo malo prehladen, je pa imel tam police, pa to, je imel veliko, je imel celo sobo tega sira, ker ga ni prodajal, on je hotel, kot se rekel, 3 mesece se je mogel ta sir zoreti, pa je bil prav krasen, je imel tako, struktura je bila lepa, je imel te luknice, in smo ga zelo radi jedli. No pa tudi gostje, ker pri tega so imeli takrat že gostišče, in so hodili redno tak sir kupovati, tako da je ves sir šel. To je on pa delal do skozi, dokler je živel do 68 leta. Pa smo pa seveda s tem nekaj, jasno, nobenega ni bilo s tem, da bi to delal. Pač naša teta Liza še, ona je v gostišču, ona je še pol probala še. Tam so imeli pa seveda samo 2 kralje in pa so bili to mekni sirji. Ampak ja, ona je probala še ta sir delati. Jaz sem tudi rekla, da bom probala čisto samo tako, da vidim, kako izgleda. Kakšen je na kotu imel za segrevanje? A je imel kotu ali ste kako ste ga segrevali? Ja, mislim, tak velik lonc, ja. Na štedilniku, ne? Na štedilniku? Na štedilniku. Kar v kuhinji? Ja, ja. So imeli posebno kuhinjo. Ja, je bila sirarna čisto po predpisih higiensko, ja, vrhunsko za tiste čase. Potem, kako ste opisala postopek, pa to je zelo dobro vplivalo na vas, vaš očka. Bi malo sirarjev današnjega kova tako
točno pa opisno lepo povedalo celotno tehnologijo, kot ste jo opisali, res lepo. Ne? Pomagali zraven. Ja. No, to je to.